Berite pazno in premišljeno. Iščite duše, je napisal Srečko Kosovel. Besede, ki so lahko navdih za branje slovenskih del, na katere bralci pogosto pozabljamo. Med mladimi slovenske knjige niso ravno popularne. Mi smo predvsem, zdaj imamo te, ne vem, volkodlake, vampirje, pač take stvari in slovenski avtorji ne pišejo ravno o tem in zaradi tega ni dovolj pač zanimivo. Pustolovske in zgodovinske. Kaj pa slovenski avtorji? Ja, med drugim tudi. Na letošnjem seznamu je kar 63 naslovov knjižnih del. Udeleženci naj bi do novembra, ko se akcija zaključi, prebrali 5 pros in vsaj eno pesniško zbirko. A šteje prav vsak bralec, ne glede na to, koliko prebere. In vedno znova je nekaj posebnega odkrivati morda pozabljeno odličnost slovenskega jezika. Lani sem se sama sebi čudila, ko sem po tolikih letih spet Minatija prebrala. Popolnoma nekaj drugega kot tisto, kar je bilo v mojem preteklem spominu. Tako da sem osvežila ga. Ravno to presegamo s tem projektom, da slovenski avtorji niso dolgočasni in niso zateženi. In to so bralci, ki so že vključeni v projekt, spoznali. Ne le ohranjanje jezika, bogatenje besednega zaklada, intelektualni razvoj. Z branjem se krepi tudi pripadnost kulturnemu prostoru, poudarjajo organizatorji. V času trajanja akcije Primorci beremo, vsekakor bralci pospešeno berejo slovenske avtorje. Nas pa veseli, da tudi po koncu akcije precej posegajo po slovenskih avtorjih, kar pomeni, da je akcija vsekakor dosegla svoj namen. Zgovorne so tudi misli o prebranih knjigah, ki bolj ali manj burijo domišljijo. Tisti, ki jih knjiga ponese vse do meseca, pa se bodo lahko prepustili čaru noči knjige, ki bo po vsej Sloveniji jutri potekala prvič.